Letos, v letu 2025, Nova Akropola Slovenije obeležuje svojo 30. obletnico. Ta mejnik razumemo kot potrditev našega dosedanjega dela in hkrati obljubo za učinkovitejše udejanjenje naših ciljev v družbi tudi v prihodnje. Za obljubo podajamo z dejanji, in sicer s celoletnim projektom naslovljenim 30 let za boljšega človeka in boljši svet. Izvajali bomo različne aktivnosti po Sloveniji s poudarkom na 3 modulih: šport, kultura in medsebojno povezovanje, ki odražajo 3 svetove izražanja človeka: fizičnega, psihičnega in duhovnega. Skozi vsakega od njih je možno razvijati in izražati vrednote dobrega človeka, s katerimi je možno izboljšati svet. Šport je globoko zakoreninjen v slovenski kulturi in je eden izmed najpomembnejših načinov povezovanja. Modul športa zadeva fizično izražanje človeka, ki je lahko orodje za razvoj psihičnih in fizičnih sposobnosti. Tako ga mislimo tudi udejanjati. Ob dnevu slovenskega športa, ki je 23. septembra, bomo pripravili izobraževanje o olimpijskem duhu, ki je v stari Grčiji gradil močne in plemenite posameznike in tudi celotno družbo. Izvedli bomo 3-mesečni tečaj športa in filozofije, v katerem bodo sodelujoči neposredno deležni osebnega izgrajevanja skozi šport. Vzpostavili bomo šolo športa s srcem, ki bo tedenska praksa muzike in gimnastike po Platonu. Modul kulture zadeva intelektualno in čustveno izražanje človeka. Na slovenskih tleh imamo izjemen arheološki muzej na prostem, Nekropola v Šempetru pri Celju, ki pa je nažalost slabo poznan. Projektno ga nameravamo približati ljudem, predvsem njegovo filozofsko in kulturno sporočilo, ki je aktualna in potrebna današnjemu človeku. S turnejo predavanj bomo predstavili lepe zgodbe iz tamkajšnjih spomenikov, izdali bomo pa tudi knjižico z naslovom Večne ljubezni v kamen. Do sedaj smo naredili 3 arheološke replike z motivi iz šempetrske nekropole. Letos pa bomo izdelali še 3 nove motive in to s sodobno tehnologijo. S tem bodo navdušenci lahko del tega dragulja odnesli tudi s seboj domov. Modul medsebojnega povezovanja zadeva duha človeka, ki stremi k enotnosti. Enotnost se doseže skozi povezovanje in harmonično usklajevanje. Ta namen bomo organizirali mednarodni kongres, v katerem bo sodelovalo predvidoma 100 ljudi iz sorodnih organizacij iz 10 držav Evrope. Harmonija ne obstaja brez raznolikosti in zato bomo tokrat ob naši obletnici predstavili naše posebnosti, naravno in kulturno dediščino Slovenije in delovanje našega društva. Z izletom na Veliko planino bomo predstavili slovenske naravne in kulturne lepote ter običaje. Naše glavno mesto in njegov razvoj bomo predstavili z vodenim ogledom z naslovom Od Emone do Ljubljane. Osrednji dogodek kongresa bo prireditev s kulturno-družabnim programom, s projekcijami, pevskimi točkami, instrumentalnimi točkami in plesi. S programom bomo predstavili delovanje našega društva in s prisotnimi gradili povezave za skupno prizadevanje za izgradnjo boljšega človeka in sveta. Želimo biti zgled in navdih za širjenje te ideje v drugih deželah. Za spremembe ne zadoščajo lepe besede. Potrebujemo živi zgled in to bo naš projekt.